Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Turistični delavci v Kranjski Gori so predstavili novosti in načrte za letošnjo zimsko sezono. Žičnice so zagnali že ta petek 24. novembra, zdaj pa upajo še na ugodno vreme, ki bi navrglo nekaj naravnega snega in omogočalo izdelovanje umetnega. Kaj vse boste obiskovalcem letos ponudili, seveda poleg urejenih smučišč? Ja, na poligonu v Podkorenu smo v sodelovanju z Alpskim smučarskim klubom Kranjska Gora zamenjali nekaj cevovodov starih in seveda tudi dokupili nekaj snežnih topov za izdelavo umetnega snega. Tako da je to, glede na to, da je Kranjska Gora nizko ležeče smučišče, velik doprinos k umetnemu zasneževanju. Seveda se bomo potrudili, da bojo naši kupci tukaj v Kranjski Gori zadovoljni. Obogatili bomo tudi ponudbo na zunanjem otroškem igrišču za naše najmlajše in upamo seveda na uspešno zimsko turistično sezono. Kako je bilo s prodajo vozovnic v predprodaji? Je bilo zanimanja veliko? Glede na to, da nam je 6. novembra padel naravni sneg, 5. novembra pa smo zaključili s poletno sezono, smo s predprodajo smučarskih vozovnic v Kranjski Gori zelo zadovoljni. Predprodaja bo potekala do 30. novembra, bomo pa seveda tudi na sejmu Snežinka v Ljubljani imeli začetek decembra sejemski popust na smučarske vozovnice, tako da res upamo, da se bo čim več Slovencev odločilo in kupilo ugodnejše smučarske vozovnice. Letos obeležujete tudi lep jubilej. Ja, vse aktivnosti v tej smučarski sezoni so namenjeni 70-letnici obratovanja našega smučišča, tako da pripravljamo cel pester koledar dogajanj in pa seveda ostalih aktivnosti. Kaj več pa bo znanega v naslednjem letu, to naj ostane za začetek še malo skrivnost. Zgornjesavska dolina obiskovalce torej že pričakuje. Letos pripravljajo kar nekaj novosti. Ja, res je, adventen čas je en tak lep čas ob zaključku leta, tega se zavedamo in zato smo tudi naš adventni sejem oziroma Alpsko vasico nekako nadgradili od lanskega leta. Predvsem si želimo, da obiskovalci Kranjske Gore jo še bolj podoživijo, svoj čas izkoristijo in se pa naužijo ob dobri kulinariki in pa bogatem kulturnem programu. Tako da letos v bistvu poleg te klasične alpske vasice smo naredili še dva nova trgca. Eden je nasprot hotela Prisank, ki bo namenjen predvsem kulinariki, potem pa ta športni del, športni trg med samim hotelom Kompas in pa Prisank bivšemu, oziroma Larix, se opravičujem, med hotelom Kompas in pa Larix, kjer bo pa v bistvu predvsem temeljilo na športnih dejavnostih, kot so drsanje, igre na snegu, zimske tobogane in tako naprej, bolj ta animacijski športni del. Jaz mislim, da s temu bomo v kraj privabili kar nekaj obiskovalcev, ki so si prejšnja leta naš adventni sejem že obiskali, letos bo pa to neka novost, ki bo pa ponovno zanimiva. Seveda bodo na sporedu tudi klasične športne prireditve, ki smo jih vajeni, pa tudi nekaj novih, nekako se širite tudi na led. Ja, res je, Kranjska Gora je alpska destinacija in mislim, da poleg smučanja, krpljanja, teka na smučeh je tudi hokej eden tistih športov, ki so značilni za naš konec. Imamo, lahko rečem, dva naravna lepa drsališča, poleg umetnih drsališč, in smo letos skupaj za Hokejsko zvezo Slovenijo naredili tekmovanje v Jasni, ki bo konec meseca januarja. Obenem pa bomo predstavili tudi našo hokejsko reprezentanco, ki bo gostila oziroma se udeležila največjega športnega dogodka v letošnjem letu, torej olimpijskih iger v Južni Koreji. V Kranjski Gori se bo seveda dalo tudi silvestrovati. Ja, tako kot vsako leto, eden glavnih dogodkov ob koncu leta silvestrovanje na glavnem trgu, tako kot vsako leto. Poleg tega pa seveda tudi silvestrovanje za otroke. Zdaj že tretjič zapovrstjo pripravljam oziroma organiziram tudi njim posebno silvestrovanje, ki se z leta v leto bolj prijema in mislim, da bodo tudi letos prišli na svoj račun vsi obiskovalci Kranjske Gore v času novoletnih praznikov. Kranjska Gora je letos dobila tudi prestižne nagrade, kako te pripomorejo k večjemu obisku? Mi na te nagrade v turizmu in pa v občini gledamo predvsem kot neko nagrado za delo v preteklosti, predvsem pa kot odgovornost za delo v naprej. Izbran biti kot najboljša turistična destinacija strani Financ in pa Best Travel Destination 2018 strani Lonely Planeta se mi zdi zelo veliko priznanje, na katerega smo ponosni.
In prav letos na turističnem sejmu v Londonu smo v pogovorih z Lovni Planetom naredili strategijo, kako se bomo tega projekta lotili. Vsi se zavedamo, da je Lovni Planet gre za največjega založnika turističnih vodnikov na svetu. Poleg tega ima pa ogromno sledilcev tako na socialnih omrežjih kot na njihovi spletni strani. Gre res za velik ustroj in ko ta ustroj obrne svoje orodje, mora biti na to destinacija pripravljena. Mi smo se tega lotili, lahko rečem, zelo strateško, kampanjsko in v skladu z njim bomo vso to boniteto, ki smo jo dobili tudi v letu 2018, upam, da maksimalno izkoristili. Pripravljeni so tudi v kranjskogorskih hotelih. Kako ste v Hit Alpineji zadovoljni z letošnjim letom, če se malce ozreva še nazaj na poletje? Ja, zelo. Z eno besedo. Že lansko leto 2016 je bilo v bistvu rekordno, letos je pa še nekoliko boljše. Tako da zelo v redu, tako zimska sezona kot poletna, ki je trajala res praktično še globoko v jesen. Pa tudi zdaj smo v pripravah že na zimo. No. Verjamem, da se bo dejansko malo začeli tudi smučati in to je potem še ta, bi rekel, češnja na torti za zaključek leta. Obnavljate tudi hotele, katere? Ja, mi zdaj zaključujemo s prenovo sob v hotelu Kompas. Smo začeli začetek leta, pa potem prekinili dela čez poletje, ker je ostalo pred zasedeno. Tako da zdaj zadnje sobe so v izdelavi. V izdelavi je pa tudi prvi vzorčni apartma v apartmajih Vitranc, kjer bomo pač še videli določene oblikovne usmeritve za naprej in bomo potem delno začeli prenavljati v naslednjem letu. Hotel Kompas je zdaj tisti hotel, ki sprejme največ športnikov. Naredili ste tudi nek pločnik slavnih. Ja, mi imamo že v strategiji družbe, ki smo jo sprejeli leta 2015, zapisano, da je glavna usmeritev hotela Kompas športni turizem. Tako da smo to želeli tudi navzven še nekako obeležiti s tem, da smo površino pred hotelom začeli tlakovati z zvezdami, kjer so pač navedeni športniki oziroma ekipe, ki preživljajo svoje treninge ali pa tekmovanja v hotelu in bomo s tem nadaljevali potem tudi v bodoče. Koliko je že rezervacij za prihajajočo zimo? Kakšni so tisti prvi kazalniki? Zaenkrat zgleda v redu, tako ta novoletni termin, kot potem tudi cel januar praktično zgleda zelo v redu. Zdaj za februar je mogoče zdaj še malo zgodaj govoriti. Seveda se pa tukaj pozna tudi to, da bo spet zelo velik tekmovanj najvišjega nivoja v celi zimi, začenši z januarjem, z svetovnim pokalom smučarjev invalidov, potem svetovnim pokalom v tekih, pa kombinacija in potem klasični svetovni pokali konec zime. To je sigurno tako glede posla, kot tudi glede promocije izjemnega pomena za celo destinacijo. Dolina pod Poncami je tradicionalno magnet za obiskovalce, ki si v vseh letnih časih radi ogledajo skakalnice, na katerih padajo rekordi, pa tudi lepo okoliško naravo. Letos so v Planici izvedli kar nekaj pomembnih investicij. Kaj je letos novega v Planici, v nordijskem centru Planica? Ja, nordijski center Planica, čeprav bomo zaključili šele drugo leto obratovanja, pa vendarle je bil deležen kar nekaj novosti. Morda največja in tudi navzven najbolj vidna je obnova objekta Kavka ob vznožju letalnice. Kavka, ta objekt, ki je dolga leta služil svojemu namenu, je bil seveda do te mere dotrajan, da je ostala praktično samo lupina stare stavbe. Vse ostalo pa je prenovljeno. V Kavki bomo skupaj s podjetjem Hit Alpineja tudi organizirali oziroma je že organizirana gostinska ponudba. Poleg te novosti je kar nekaj izboljšav doživel tudi hotel Dom Planica, med drugim prenovljeno jedilnico in pa investicijo, ki jo zaključujemo prav v teh dneh, to je postavitev toplotnih črpalk. Namesto s plinom bomo objekt ogrevali pretežno s toplotnimi črpalkami in na ta način skrbeli za čistejše okolje. Ogromno pa je narejenega tudi tistega očem nevidnega, to so različni novi kabli pa nove povezave za priključitve na internet in podobno, predvsem v smeri, da bodo tekaške in pa skakalne tekme lahko organizirane na še višjem nivoju. Katere bodo tiste največje tekme, ki bodo v Planici na sporedu letos?
V Planici se bo praktično preko cele zime zvrstilo kar nekaj odmevnih dogodkov, ampak če naštejem samo tiste najpomembnejše, morda organizacijsko bo zelo velik zalogaj vikend 20. in 21. januarja, ko bo istočasno potekalo tekmovanje v svetovnem pokalu v tekih, poleg tega pa kontinentalni pokal za dekleta na HS 102 in pa še svetovni dan snega. Mislim, da bo dogajanje v tem vikendu izredno pestro. Že v začetku februarja kontinentalni pokal v skokih in nordijski kombinaciji. Konec februarja, 25. februarja bodo OPA igre mladih v tekih, skokih in pa nordijski kombinaciji. In pa seveda najpomembnejša prireditev, to je od 22. do 25. marca, ko bomo gostili tradicionalno finale svetovnega pokala v skokih in poletih in seveda, ko bo Slovenija spet doživela tisti pravi planiški praznik. Novost, na katero pa bi želel opozoriti, pa je, da bomo od 6. do 10. marca gostili tudi svetovno veteransko prvenstvo v skokih, morda po tekmovalni plati niti ne tako odmevno, po udeležbi pa zagotovo izredno zanimivo tekmovanje. Srečali se bodo praktično vsi vrhunski skakalci preteklih let, vendarle so skoki šport, ki ga lahko gojijo samo tisti, ki so bili vrhunski tekmovalci. Tako da bo dogajanje v Planici več kot pestro, seveda pa se trudimo, da bi čim prej usposobili skakalnice za trening in pa tekaško progo za trening teka oziroma za rekreativni tek na smučeh, kar pa nam bo upam, da nekaj hladnih nočeh tudi uspelo. Nordijski center se predstavlja zdaj tudi s posebnimi promocijskimi filmi. Ja, za vse naše produkte, od vetrovnika, ziplina oziroma spusta po jeklenici, teka na smučeh, zdaj tudi promocijo hotela, za vse te naše aktivnosti in pa pridobitve smo posneli nekaj kratkih promocijskih filmov z Bojanom Makovcem, znanim Makijem v glavni vlogi. Mislim, da filmi na Facebooku in pa YouTubeu doživljajo kar ogromno število ogledov in so tudi na nekako šaljiv način poskrbeli za promocijo naših produktov. V petek so Podkoren znova zavzeli parkeljni iz Slovenije, Avstrije in Italije. Strašili so po vasi in opominjali vse, da morajo biti pridni, sploh v času pred prihodom svetega Miklavža. Podkoren je ponovno pokazal, kje so parkeljni doma. Tradicionalno srečanje parkeljno treh dežel, mislim, da je bilo to leto zopet rekordno. 21 skupin iz Avstrije, Italije in pa Slovenije se je ponovno družilo tukaj pod Lipo v Podkorenu. Več kot 450 parkeljnov je pričaralo res pravo peklensko vzdušje. Lahko rečem, da se prireditev z leta v leto nadgrajujejo. Letos smo spet videli ponovne spektakle skupin, ki so se res pripravile in naredile nepozaben šov tako otrokom kot pa starejšim občanom. Letošnjo prireditev smo še nekoliko nadgradili, tako da bomo v dvorani Vitrans pripravili še žur in pa zabavo tako za nastopajoče kot pa za obiskovalce. In mislim, da je to ena tistih prireditev, na katere smo v Turizmu Kranjska Gora skupaj v sodelovanju z kulturnim društvom Podkoren res lahko ponosni. Upam, da bo ta prireditev ostala še naprej tradicionalna in tako dobro obiskana. Na osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora pa je ta konec tedna potekal sejem smučarske opreme, na katerem predvsem starši najdejo veliko za svoje otroke. Sejem je postal že tradicionalen, pri organizaciji pa skupaj stopi več društev. Zima je pred vrati, smučarska sezona se je že začela. Člani Turističnega društva Kranjska Gora in člani Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora tradicionalno organiziramo sejem rabljene smučarske opreme. Letos je to že 9.
in zelo veseli smo, da so se tako starši kot otroci navadili, da si lahko v osnovni šoli Josipa Vandota v Kranjski Gori zamenjajo smučarsko opremo pred zimsko turistično sezono, kupijo kaj novega, zamenjajo kaj starega, tako da smo izpolnili vsa pričakovanja in seveda, kot že rečeno, vsi na smuči, lahko na tekaške ali pa seveda tudi na smučišče. In želimo si veliko snega. Ob tej priložnosti pa se tudi zahvaljujem ravnatelju iz osnovne šole Josipa Vandota iz Kranjske Gore, da so nam tako kot vsako leto tudi letos odstopili prostor, da lahko ta sejem tukaj v osnovni šoli tudi izvajamo. V Bohinju pa so se v četrtek občinski svetniki sestali na redni seji. V prvi obravnavi so potrdili predlog odloka o proračunu občine Bohinj za leto 2018 in prečiščeno besedilo statuta in poslovnika občine Bohinj. Seznanili pa so se z opravljenim nadzorom oziroma pregledom poslovanja v enoti vrtca Bohinj. Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna prelistajmo še koledar prireditev. Otroška delavnica Parkalni bo v četrtek ob 16. v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Ob 17. bo na trgu Olimpijcev sledil prihod strašnih parkalnov, prižig novoletne smrečice in nastop pevskega zbora osnovne šole 16. decembra Mojstrana. DPD Svoboda France Mencinger Javornik Koroška Bela pripravlja odprtje kulinarične fotografske razstave Klemena Klemenca, ki nosi naslov 5 hodov. Odprtje razstave bo v četrtek 30. novembra ob 18. uri v Kulturnem domu Julke in Albina Pibernik na Slovenskem Javorniku. Predavanje Potovanje v Severno Korejo, mit ali resnica bo v knjižnici v Kranjski Gori v četrtek ob 19:30. Predaval bo Izidor Furjan. Likovna delavnica izdelava adventnih venčkov bo v soboto ob 17. v prostorih Društva mladih Kranjska Gora. Maša za sneg bo v cerkvi v Kranjski Gori v soboto ob 18. Ob 18:30 bo sledila otvoritev Alpske vasice z Vilijem Resnikom. Prižig adventne sveče z Otom Pestnerjem pa bo v nedeljo ob 17. Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi na druženje in družinski pohod v Krnico. Odhod bo v soboto 2. decembra ob 9. uri izpred penziona Špik v Gozdu Martuljku. Vabijo pa tudi na ogled adventnega Zagreba 16. decembra. Prijave tako za člane kot tudi nečlane društva zbirajo do četrtka 30. novembra. Toliko smo vam pripravili za tokratno Kroniko tedna. Imejte se lepo in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!